Z novim letom je vožnja po odseku hitre ceste med Škofijami in Koprom brezplačna, a tudi počasnejša. Zaradi prekategorizacije v glavno cesto je zdaj najvišja dovoljena hitrost 90 oziroma 80 km/h. Prebivalci Škofij, Dekanov in Bertokov so kljub temu zadovoljni, saj se tranzitni promet že umika z lokalnih cest. Jaka Vran. Novo leto je prineslo novost na obalni hitri cesti med Škofijami in Koprom. Ta je po novem brezplačna, a tudi nekoliko počasnejša. Do sedaj je veljalo, da je najvišja dovoljena hitrost tukaj bila 110 km/h oziroma 100 km/h v predoru Markovec. Po novem se je ta znižala na 90 km/h oziroma na 80 km/h v predoru Markovec. Drugače ni šlo, razlagajo na Darsu, to ni več hitra cesta, ampak je bila prekategorizirana v glavno cesto, kjer so predpisane hitrosti nižje. In čeprav je bilo okrog tega veliko nerganja na spletu, pa naši sogovorniki danes takole. Bolj počasi, bolj varno. Ja, sej verjetno je prav, da je malo upočasnjeno. Ja. Prav ni, ker je 110 na hitri cesti, ampak je pa prav, ker bo dosti gužve. Kaj pa nadzor hitrosti? Iz koprske policijske uprave so sporočili, da bojo izvajali občasne meritve, postavitev stacionarnih radarjev pa ni v planu. Ker odsek ne velja za posebno nevarnega oziroma ne izstopa po številu prometnih nesreč. Kljub spremembi hitrosti pa so domačini zadovoljni. Ukrep že daje rezultate, tranzitni promet se umika z lokalnih cest. Vede già da adesso che ci sono meno macchine, almeno mezzi pesanti se ne vedono molto di meno. Vsekakor boljše, šparamo nekaj denarja in ne rabimo motiti ljudi po vaseh. Lahko rečemo, da že opažamo kar precejšnje zmanjšanje prometa, tranzitnega prometa čez Škofije. Najbrž pa se bo to še kasneje kazalo predvsem začetkom sezone, pomladi in potem poletja. Prav poleti je bilo tukaj najhujše. Po več 10 tisoč vozil dnevno, tudi avtodomov, kombijev in avtobusov je peljalo skozi kraj v izogib plačilu vinjete za nekaj kilometrov hitre ceste. Domačini upajo, da so se tega dokončno rešili. Bo manj poleti, ja. Pa mislim, da ja. Poleti sigurno. Zato, ker lansko leto je res bilo grozno. Vprašanje pa je, ali bodo tranzitni turisti vedeli za novost. Za naše zahodne sosede to sicer ni težava, o tem so se na veliko razpisali v medijih. Tako, zdaj na prvi strani mora Dars poskrbeti za pravilne označbe, ki bodo nedvoumne. Po drugi strani, če lahko malo vsaj rečem, če kaj Tržačani vedo to, vedo cene bencina in vedo to, da ni več vinjet.